Max Ledinek se je rodil kot tretji otrok od štirih, in sicer 29. septembra 1903 v Čreti. Danes je to domačija Šifrer. Njegov oče je bil Jurij, mama pa Marija. Osnovno šolo je obiskoval v Slivnici, kot vse tri njegove sestre, in jo končal z odliko. Ker je bil dober učenec in ker je v sebi čutil poklic duhovnika, se je odločil za duhovniški poklic. Zaradi odločitve za duhovniški poklic je domačijo prevzela njegova najstarejša sestra Marija, poročena Veronik. Vse študije je opravil v Mariboru. V tistem času je bil Maribor precej nemško usmerjen. Slovenščina je bila v Mariboru le za preproste ljudi, nemščina pa za elito. Povedal je, da je zaradi tega med študenti, med katerimi so bili zavedni Slovenci in tudi nemškutarji, pogosto prišlo do prepirov, včasih pa so se celo stepli. Njegovo prvo kaplansko mesto po končanem študiju, ko je bil leta 1929 posvečen v duhovnika, je bil sveti Jurij ob Južni železnici, danes je to Šentjur. Tam je bil kaplan od leta 1930 do 1932. Nato je bil od leta 1932 do 1936 kaplan v Žalcu. Naslednje kaplansko mesto je bil Ljutomer, in sicer je tam služboval v letih 1936 do 1940. Ko so bili vseslovenski tabori po Sloveniji, je avgusta leta 1938 sodeloval na njem, saj je takrat služboval v Ljutomeru. Na tem taboru sta sodelovala tudi njegova nečaka, Janko Veronik, ki je sodeloval v paradi kot vojak, leta 1943 je padel na Jugovi domačiji, in pa nečakinja Lojska Veronik. Prav ona je izročila šopek cvetja, zavitega v časopisni papir, častnemu gostu in slavnostnemu govorniku, takrat notranjemu ministru Kraljevine Jugoslavije, doktorju Antonu Korošcu. Leta 1941 je bil umeščen kot župnik na majhno faro Sveti Vid nad Valdekom na Pohorju. Takrat je že bila vojna. Pohorje je bilo v tem času zelo nemirno. Junija 1941 je nemška oblast zaplenila vso cerkveno premoženje v fari. Prvi partizani so se v župnišču pojavili že leta 1942. V njegovo malo župnišče so pogosto prihajali prespat. Župnik Ledinek jim je pogosto dajal hrano, zdravila, včasih pa tudi perilo. Tudi na nesrečni večer 17. januarja 1943 je bilo enako. Vemo, da so teden pred tem dogodkom pri 3 žebljih na Pohorju v neenakem boju umrli vsi borci pohorskega bataljona, ki so bili tam. Živih je ostalo le še nekaj borcev, ki takrat niso bili pri 3 žebljih. Teden dni pozneje so prišli v župnišče k Maxu Ledineku. Vedeli so, da je zanesljiv človek. Iz smeri Šentvida je prišla velika kolona Nemcev. Obkolili so cerkev in gospodarsko poslopje. Pobili so 5 partizanov, 5 jih je zgorelo, 2 pa sta ušla. Eden je bil na begu ranjen in so ga Nemci ujeli. Po maši so vse ljudi legitimirali, župnika Maxa Ledineka pa so nato Nemci odpeljali v župnišče in ga tam skupaj z mežnarjem in organistom aretirali in odpeljali v Šentilj pri Mislinji. Skupaj z njim so v Šentilj odpeljali tudi padle partizane. Od tam pa so jih skupaj z mrtvimi partizani odpeljali v Slovenj Gradec. Še isti dan so Ledineka odpeljali v mariborski zapor, čez nekaj mesecev pa v Dachau, kjer je ostal do konca vojne leta 1945. Tukaj je bil priča posvetitve sedaj blaženega duhovnika Karla Leistnerja, ki ga je posvetil francoski škof Gabriel Piquet. To je bila njegova prva in tudi zadnja maša, saj je kasneje umrl. Na svojo domačijo pa se je Max Ledinek vrnil šele meseca junija leta 1945. Njegovi nečakinji, Marica in Lojska Veronik, ki sta medtem že prišli iz ujetništva, sta ga komaj prepoznali, tako je bil shujšan od lakote in trpljenja. Po vojni se je Max Ledinek vrnil na župnijo k Svetemu Vidu nad Valdekom, a ne za dolgo, saj je bil premeščen v župnijo Zreče.
Tam je bil župnik od aprila leta 1948 pa do julija leta 1981. V Zrečah ga je čakalo požgano župnišče in treba je bilo zgraditi nov župnijski dom. Težko se je gradilo, ni bilo materiala, oblast pa je znala župnika poklicati na orožne vaje takrat, ko je bilo največ dela in med prazniki. Ves ta čas je bilo treba tudi vzdrževati cerkve. Ljudje so sicer radi pomagali. Ko pa je bilo spet dovoljeno imeti verouk izven cerkve, so se pripravili primerni prostori. Rad je imel petje in delo z zborom. Z organistom Vladkom Mohoričem sta se lepo ujela. Po njegovi smrti je on prevzel vodenje zbora. Rad je imel romarske shode na Brinjevi gori. Tam se je zgodilo veliko dekanijskih srečanj za mlade, pevce in druge stanove. Rad je romal, tako sam, kakor tudi z župljani. S sujetniki iz Dachava se je srečeval na Brinjevi gori. V njegovem času pa so Zrečani po skoraj 100 letih v Andreju Grobelniku dobili novomašnika. Bil je tudi čebelar in še za njegovega časa tu v Zrečah je bil ob župnišču tudi hlev za živino in Mimika Černec je bila tista, ki je vse to vodila. Na njegova stara leta je bila tudi njegova desna roka. Župnijo je leta 1981 prepustil Janezu Novaku in nato naslednje leto, 23. decembra, umrl v svoji sobi. Pokopan je na starem pokopališču, takoj za križem. V kar 33-letnem oznanjevanju v Zrečah je krstil in poročil mnoge ter zapustil neizbrisno sled v vrsti zreških župnikov, ki so tukaj sejali Božjo besedo. Naj nas njegov zlatomašni blagoslov blagoslavlja in spremlja še naprej, pa tudi njegove besede. Mnogo veselja, mnogo trpljenja, največ Božje pomoči.